Na Bonifiki tekma Kopra in Aluminija, gost je še vedno predzadnji, Koprčani pa bi z morebitno zmago lahko ujeli stik z zgornjim delom lestvice. Prva akcija tekme za domače Koprčane, do strela je prišel Pekjuson, ki je takole po odbiti žogi streljal in stresel vratnico, ostala je pri začetnem izidu. Prva akcija tudi gostov, žoga je prišla do Kramerja, ki je bil pri žogi lepo preigraval in si pripravil tale strelo daleč, za nekaj centimetrov zgrešil domača vrata. Prvi polčas ni bil najbolj dinamičen, tole je še en poskus za Aluminij in najlepša akcija prvega polčasa. Škoflek pred vrati, zatresel pa je le zunanji del mreže, ostalo je pri začetnem rezultatu. Drugi polčas in prvi napad za Kanarčke, Pekjuson je zadel le zunanji del mreže, potem še napad za rumene, žoga pred vrata, kjer je bil Belima, oddaleč močno, ampak nekoliko mimo gola. Priložnost za Aluminij, še ena lepa igrana kombinacija in Škoflek, ki je bil sam pred golom, a tokrat zgrešil žogo. Velika priložnost za Koprčane, podaja pred vrata, kjer je skočil Belima in stresel prečko. Potem pa akcija v 84. minuti, priložnost za Kanarčke, žoga pred vrata in do žoge je prišel Vekič, ki je zatresel mrežo za prednost domačega moštva 1:0. Po točno eni uri igre je vstopil Vekič, zamenjal Krivičiča in odločil zmagovalca v Kopru. Takole je izkoristil podajo in zabil žogo v mrežo. Do konca dvoboja Aluminij ni bil več nevaren, Koprčani pa. Tole je bila že priložnost za Pekjusona oddaleč in obramba Janžekoviča ter še zadnja akcija tekme, lep samostojen prodor Horvata, ki je švignil skozi obrambo ekipe iz Kidričevega, stresel prečko, nekaj centimetrov je zmanjkalo za povišanje prednosti, ampak tole je bila velika zmaga za Kanarčke, ki so zdaj le točko zaostanka na 6. mestu za Celjem in nogometaši Gorice. Ja, mi smo danes odigrali. Mi smo danes odigrali veliko bolje kot na prejšnjih tekmah, še posebej v napadu. S prvim polčasom ne morem biti zadovoljen, bilo je precej slabo. Ampak tu je še ena druga stvar. Raje vidim, da so na tribuni tisti navijači, ki so pravi in taki so danes tudi bili, kot pa da jih je veliko in je slabo. Bila je neka dodatna energija za nas in lahko rečem, da sem s tem zelo zadovoljen zaradi mene, zaradi nas in tudi tistih, ki imajo radi Koper. Malo jih je bilo, ampak bili so tisti pravi. V drugem polčasu sem z igro zadovoljen, nekaj je bilo njihovih protinapadov, ampak gola nismo dobili. Bili smo konkretni, nevarnejši, še posebej s prihodom v igro Vekiča in vesel sem, da je prav on zabil gol, vem, koliko je čakal na svojo priložnost. Danes pa čestitam vsem, kajti težko je bilo igrati po visokem porazu v Mariboru. To je bila izjemno težka tekma in mislim, da smo odigrali zelo dobro in zrelo ter popravili marsikaj, kar se je slabega dogajalo v tem delu prvenstva. Glejte, kaj da mi rečem, čisto tako realno, če danes nismo zmagali tako slabega Kopra, potem ne moramo nikoga zmagati. Definitivno, da smo imeli toliko priložnosti, toliko situacij za gol in če tega ne skoristimo, drugo kot prva se tudi ne zaslužimo. Jaz bi to vse pa vas enkrat hvalil.